Jo, kaj zdaj? Evo ga, tole kar vidiš je paket, katerega sem čakal kar nekaj časa, ampak vmes sem bil na morju, tako da je prevzel moj prijatelj Rok. Naročil sem paket iz Avstrije, iz Electronic for You, in sicer gre se za monitor od Samsunga G9 OLED edicija. To je unta velik, že nekaj časa ga gledam, oziroma prej so bile ene drugačne variante, LCD pa to. Tokrat je pa prišel na vrsto, da ga kupam. Zakaj? Zato, ker imam jaz v svojem studiu dva monitorja, en je Asusov, katerega sem kupil za mene 2017, za dolgih tam mene 800 evrov, 27K 165 Hz, drugi je bil pa od LG-a, katerega sem dobil, takrat od LG-a, 32K in ta monitor je crknil. Kar se tiče med Asusom pa LG-em, je Asus definitivno boljši. Zakaj? Ker je dosti starejši, pa nikoli nobenih problemov, edin meni s tem piksel je crknil. LG je pa že kar nekaj časa, kakšen let, tako mreža se je ob desni strani postavljala, pa enkrat sam zginila pač slika. Se vprašam ga prijatelja, če lahko popravil, pa smo malo pogooglali, pa je rekel, gled, to ti je na matični gor, to sem vrži bek, brez veze. Tako da sem se tokrat odločil, da kupam zdaj enega večjega, da ne rabim več dveh, in tole bo pač unboxing. Je kar ogromna škatla, malo naroden zaprijeti, upajmo, da noter ni kaj drugega kot monitor. Zadnje čase so ful popularne tele take zračne, Feel Air Extreme. Včasih so bili bolj kartoni. Aha, tole je v bistvu zunanja škatla za pošto. Imaš pa noter ta pravo. Mi pravi folk, zakva nisi vprašal Samsung, da ti pač sponzorira. Samsung mene nikoli ni sponzoriral. Edini kar je Huawei pa Lenovo. Pa LG, ki sem dobil prejšnjega. Pa Hisense. Samsunga pa nisem dobil nikoli nič. Monitor je not. Ena skrb manj. Tole je kar ogromna zadeva, dejansko si dobil še nosilc. Zdaj jaz ne vem, a ga bom dal na roko, a ga bom dal gor na mizo. No, s tem se bom malo kasneje ukvarjal, ampak pač klasično kablovje. Tukaj je en velik brik za elektriko, potem nosilec, klasika papiri, še en del nosilca in boga pita, kaj je tole. Aha, roka, ampak mene zanima bolj glavno. Moram kar stran dal na mizo. Prav monitor je kar velik, no, čeprav nikoli ni dovolj velik, ampak ja, da vidimo. Treba biti pazljiv s tem, gledam, ne morem ga sploh prijeti. Očitno bomo morali spet ta noč uporabiti, ampak če škatlo uničam, pa ne moram vrniti, če se kaj zgodi. Kar ni dobra ideja. Ok, podprvo ful je soparno, ker je julij 2024. In hvala Bogu, da je zapadel malo dež, ampak kljub temu zdajle sonce počas začenja šopati in vse skupaj izpareva in je vroče to na polno. Ok, zdaj bomo prvo nosilc sestavili, vedno ko dobim monitor, prvo ga dam na nosilc, pa s časom probam vse skupaj dati na roke, ki imam, prav tiste roke za monitor. To je bil uporabil ultra noža, ne, tam polo praskaš pa grdo, šrofi so kar zalepljeni gor, tako jaz ponovadi delam. Vidiš, celo Orang firma dela enako, kar jaz. Zraven itek dobiš navodila, da se te saj malo sanja, sploh če nisi tehnični tip. Ker če nisi tehnični tip, pol si isto, kad da si žena. Tole vzamemo, tole obrnemo takole kontra. Od tega postavimo sem gor, takole. In čist easy, tukaj imaš vijak, ki ga na roko zaviješ. Ok, zatemeš. Ne, to že skapeš. Nvidia G-Sync. Ok, gremo naprej. Vidiš, sploh ni narejen, da daješ ven monitor, ampak da direkt takole. Nekako tako naj bi zataknil. Kontra, itak mora biti kontra. Takole. Pa sam. Klik. To naj bi bilo to. Zdaj v najlepšem scenariju bi morala biti dva. Prav, dva bi morala biti, ker pa dveh ni, zdaj moram pa jaz najti. In potem damo stran, pravi. Ok, gremo prvo pogledati v moj studio, dejansko kakšno je stanje. Kakor vidite,
tole je moj studio, imam dosti le ekranov, uporabljam jih baš nič, sploh zdaj polet, ampak pogled na mojo mizo je tak. Prav, tole je Asus, katerega sem kupil, prej sem govoril o njemu. To je bil prvi moj res gamerski monitor. Hud monitor, priporočam, res da je star, ampak je top. To tukaj, kar vidite, je pa LG-ov 32, ki je crknil. In ker sem jaz ponovadi bil navajen, da to se pravi stene do sem. Ampak ne sem eno željo vmes, da bi imel en monitor, zato da ni tistih črt vmes, da ni tistih stranic. In sem rekel, gledaj, dok ne crkne, ne bom zamenil. In zdaj čas. Kakor vidite, tale monitorček sam po sebi je bolj mejhan, je ful težko delati, editati sploh videe pa to, tako da bo ful prišel dober ti Samsung. Zdaj pa mi to da dol, pa pripraviti prostor za Samsunga. Tale roka je drugač zakon, zato ker preprečuje tresljaje z mize, da se prenašajo na monitor, sploh ko gejmaš pa butaš po mizi, je v bistvu tale roka ful priročna, ampak jaz zadnji čas ne igram več igrc. Sam v bistvu uporabljam računalnik za editanje pa surfanje, ampak vseeno z novim monitorjem moramo sprobati. Joj, kam je navaden. Zdaj imamo pa še en vijak tak. Joj, predebel. Gremo probati zdaj s temle. Evo ga, tole je tale Asusov, za tega sem do 830 €. Kako gre tehnika naprej? Včasih bil za tak monitor, ker sem bil mulc. Danes je pa teh monitorjev, koliko hočeš. Je pa ta avstrijski, ne? Jaz ponovadi, ko kupujem v Avstriji, tam je boljša roba, kot slovenska. V LG je slovenski, pa je crkno, ne? Večinoma Avstrijci in Nemči imajo klasa 1, mi Balkan, ker Slovenija je pod Balkan, pa klasa 3. Da bi rekel, da je lahek monitor, bi se zlagal. Ampak če ga primaš tukaj v spod, kakor piše, se da manevrirati z njim. Ok. Tole zdaj, ki je v studiu, je ogromno. Zdaj pa, kakor sem jaz videl, mogoče bi jaz lahko tole postavil sem gor. Dobil sem en nosilc in da prišrafam. Ali bi kar na roki. Ker na roki mene tole tukaj mod spod. Ker na roki tole mene mod spodi. Je pa ogromen zdaj, kaj je tukaj. Zdaj imam to, ker sem dal gor, probal da dol. To da dol, pa bom pa probal na roko dati. Tukaj pritisneš in ga kao vam potegneš. Čist easy dejansko. Prav enostaven je. Pazljivo, da ne bi kje sfukal. Tole naj bi prišel sem gor. Oziroma takole nekako. To se pa mora pošraufati zadnje. Hvala Bogu, da je zakrivljen pa da stoji. Tole, kakor jaz razumem, gre tukaj zadnji noter. To je ta Vesa standard. Ok, ker smo to dali skup, zdaj bi bilo fajn, da bi jaz imel kakšnega prijatelja, da bi to meni prijel, pa da bi jaz to lahko šraufal. In skoraj puknem, oziroma se skoraj pukne vse skup, samo enega da mi je ujet. Veš, enega da mi je ujet. Majko, ajde, stoj. Stoj, da te zategnem. Enega, ko jameš, že laži. Evo, dva sem. Zdaj pa upam, da je to dosti močno tukaj, da drži. Nekaj ga bom jaz obrnil. Haha, vidiš, pada navzdol. Joj. Evo ga, v pomoč mi je prišel moj prijatelj Ju, ko lepo skrbno drži monitor, zdaj pa jaz to zategnem. Zategnem kar budala, tole še vedno je eno vzdol. Glej, tale pot, toliko je soparen, ampak mi je ratal. Mogel sem totalno predelati moj nosilc. Dejansko sem vse te roke dol od šraufu, tole malo ročico dol, zategnil na ponku, kar budala, ampak je plastika in se zvija. In zdajle sem pač štelil gor, dol, vamo, tamo. Upam sam, da kam pržgal tole, da nisem kakšen piksel zjebal, pa da nisem kaj zvil. Ker tole sem gor, dol, daj, non-stop. Ampak za zdaj izgleda fajn. Res, zdaj je nekaj pojest, prijem nazaj, ker rabam pauzo, čist sem mokr, čist sopara, vlaga. In gremo tole preklopati. HDMI dobiš zraven pač tak display port. Nekaj sem gledal pač na internetu, da pa je ni toliko dober, da moraš drugega vzeti.
ampak to je to, kar jaz imam, tako da tole bomo dal gor. Kabel je malo kratek, tako da upam, da bo dosegel. Kabel je dovolj dolg. Zdaj pa še priklopimo power. Evo ga, končno sem vse skupaj povezal, nastavil. Zdaj pa trenutek resnice, prižgemo kompjuter pa vidimo, kaj se je zgodilo. Tole se še malo takole premika, tako da tole bom malo mogel še zatesniti. Evo ga, tako nekaj. Ali ga mogo fiksirati, da bo trd. Tole bi zdaj moral prižgati, ampak mogoče kakšen gumb. Lučka gori, zvok je, slike ni in zdaj sem paničen. Kako se to sploh prižge? Treba malo navodila pogledati. Quick setup guide. Aha, tukaj v zadnje je nekaj. Evo ga, nekaj se je zgodil. HDMI 1. Ni signala, check the cable, pa da zamenjamo input, display port, ni označen, samo HDMI 1. Zakaj zdaj to? Ne vem. Ok, zdaj sem resetiral in evo slika je. Aha, zdaj tukaj imaš tak joystick spodaj. Pa da vidimo. Sam resetiral sem, pa se slika pokazala. Cool. Dela, iščemo nepravilnosti. Ok, zdaj prvo kar naredimo je, da bomo naštimali resolucijo. Imamo neko screen optimizacijo, njem pojma. Wow, tole je ogromno. Nor občutek. Pa še tako se lahko obrnem proti sebi. Takole, če se želim, wow. Edin, kaj sem tako opazil, je gloss. Se pravi, gloss šipa. Ne vem, zakaj to delajo. Recimo, uni monitori so bili tako mat, daj pa gloss in ko je gloss, dejansko vse se odbija noter. Jaz se razumem te ljudi, zakaj to delajo. Pa pri meni še ni to, ker smo nekih svetlobnih teles kot sonce, ampak to v zoom gledati, to je katastrofa. Ampak ja, čakaj, da vidim, če mogoče kaj boš. O ja, to je to. O ja. Tole je najbolj satisfactory. To je to, o čem sem govoril. Sem se že ustrašil, da je gloss. Zdaj pa še boljša slika. Ok, prvo bomo šli na display settings. Resolucija 5120 x 1444, tole je recommended. Me zanima, koliko je kaj... Pokanila plastika. Me zanima, koliko je to zdaj FPS-ov pa to. Tole bomo si vse naštimali dejansko, ko se bom zdaj začel ukvarjati s tem. To je to, no, hotel sem vam sam pokazati unboxing za vse specifikacije tegale monitorja. Spodaj imate link, pogledajte si sami, ne bom nabijal cifra. Zgleda prečudovito, zdaj bom si pa vzel čas, da vse to raziščem in da s časom vidim, ko vam vse to ponuja. Hvala za gled tega unboxinga, če vam je všeč, like, share, subscribe, pa se vidimo.